pozdrav, sem Stanislav Tojnko. Na kratko vam bom predstavil projekt v okviru Evropskega inovativnega partnerstva Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk. Za ta projekt smo se odločili zato, ker je izjemna konkurenca v Sloveniji, kar seveda je tudi povezano z trgom Evropske unije in viški jabolk, konkurenca na vseh nivojih. In naslov je zgovoren, torej visokostorilna trajnostna pridelava. In tudi tako smo zastavili osnovne cilje, da bi jih uresničili v Sloveniji, torej povečali storilnost in pa približali tudi način pridelave. Zato smo vključili v projekt vse strukture po strokovni plati in pa iskali smo referenčne kmetijske organizacije, na katerih bi lahko preizkusili nove tehnologije. Predvsem smo se tu osredotočili na to, da bi zmanjšali uporabo delovne sile, torej od strojne rezi do mehanskega redčenja, do povečanja storilnosti pri obiranju. In seveda bistveno je ustvariti trikotnik, da bi razširili obstoječe znanje, ki je v Sloveniji na raziskovalnih organizacijah, na zavodih kmetijskega svetovanja in pa seveda tudi znanje, ki je pri kmetijskih organizacijah, kjer so tudi tehnologi zelo usposobljeni, visoko kvalificirani. Da bi vse to združili, dosegli neke sinergije, smo seveda vzpostavili to partnersko združbo, kjer smo noter vključili pogodbeno seveda Univerzo v Ljubljani, Biotehnično fakulteto, Kmetijski inštitut in pa naša fakulteta kot raziskovalne inštitucije, potem pa seveda po posameznih področjih kmetijsko-svetovalne kmetijske zavode, kjer je zajet na tem našem področju Maribor, potem seveda proti vzhodu Murska Sobota, na Dolenjskem Novomeški zavod, na Gorenjskem Ljubljanski zavod in seveda tudi partnerje smo izbirali po posameznih področjih. Tako smo šli po vrsti na Gorenjskem kmetijsko-gozdarska zadruga Sava, pa potem tukaj proti Celju, se pravi vzorno podjetje Mirosan in največje podjetje v Sloveniji Eurosat. Nadaljevali smo še na tem področju bolj na Dolenjsko, Karloček, privatno kmetijsko gospodarstvo, ki se zelo dobro vključuje v vse novitete. In potem seveda na tem področju še Vojko Šušterič z svojo inovativnostjo. Potem se bližamo temu srednjemu delu, kjer imamo vključenega Brankota Juharta z svojimi površinami in pa Holešek Mohorja in še na skrajnem vzhodu Adama Novaka, kjer se seveda vključuje s specifičnimi tudi tehnološkimi in pa podnebnimi spremembami. Tako je seveda osnova izjemno pomembna, da smo vzpostavili to partnersko združbo, se pravi partnerji, ki res lahko sodelujejo. Ta izbira je terjala veliko časa in pa premislekov, kako to združbo narediti, da bi lahko uresničili ta pretok, trikotnik, raziskovalec, svetovalec, kmetijska organizacija in seveda takšna kmetijska organizacija, ki je pripravljena potem tudi to znanje širiti na svojem področju na ostale sadjarje. Kaj smo si v osnovi zastavili? Čisto kot praktičen primer. V osnovi seveda kljub uvajanju novosti v pridelavi jabolk smo izpostavljeni izjemnemu pritisku na domačem in tujem trgu. Izpostavljeni smo sadjarji izjemno javnosti glede načina pridelave. Tu je vsekakor jablana na prvem mestu, pomanjkanje delovne sile, s katero se srečujemo, ter podnebnim spremembam, ki smo jim seveda priča. To je seveda botrovalo tudi na nek način temu, da smo potem
postavili projektne cilje, kjer bi v praksi preizkušali oziroma uvajali že preizkušene pridelovalne sisteme, ki omogočajo trajnostno, konkurenčno pridelavo prvovrstnih slovenskih jabolk. Pomembna zadeva je pri zmanjševanju fitofarmacevtskih sredstev seveda zmanjševanje obremenitve okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb in pa seveda posledično doseganje najvišjih trženjskih standardov. Zdaj, če pogledamo po prvem letu, nekako največji dosežek. Absolutno smo v celotnem, bi rekel, tem sklopu vseh dogajanj izjemno zadovoljni, da smo vzpostavili partnerski odnos med vsemi 15 bi rekel, partnerskimi organizacijami in da smo uspeli tudi že v prvem letu zastaviti poskuse oziroma si zadati naloge na posameznem objektu, ki je specifičen. Vseh 8 objektov ima svojo zgodbo. To je seveda v Sloveniji kar zahtevna zadeva, skratka izjemno različni nivoji so in štejemo si vsi skupaj v veliko čast, da smo uspeli med vsemi 15 partnerji vzpostaviti pristen odnos in izmenjevati izkušnje na posameznih kmetijskih organizacijah, tako da bodo ali pa bomo vsi partnerji na vseh 8 teh kmetijskih organizacijah lahko dobili določene pozitivne izkušnje, vsekakor tudi kakšne negativne izkušnje, ki bodo lahko v pouk vsem. In seveda, kot izhodišče bi lahko rekel, da smo tu uspeli z uvedbo in eksaktnim pristopom pri uvedbi že nekako preizkušene tehnologije strojne rezi, z kombinacijo potrebnega umirjanja rasti rez korenin. Potem je tukaj seveda v tem kontekstu zmanjševanja delovnih ur strojno redčenje in pripraviti to sadno steno izjemno kvalitetno, osončeno, primerno za obiranje. Torej, to je izhodišče za povečanje storilnosti pri obiranju. Vemo, da je obiranje največji strošek. To, kar služi večji storilnosti pri obiranju, takšna sadna stena seveda tudi omogoča bistveno kvalitetnejše izvajanje škropljenja, torej uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Tu je seveda aplikacija pomembna, pomembno spremljanje, pomembno, da se plodovi, listi čim prej osušijo. In smo na vseh objektih tudi zastavili strategijo pridelave sadja, pridelave jabolk brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev. Tu smo zelo zadovoljni, zelo uspešni, mogoče nam je šlo tudi samo leto na roko, izjemno zanimivo leto, z zelo ugodnimi pogoji za rast, izjemno primerne temperature, ne previsoke, ne prenizke, tudi padavine, izredno enakomerno razporejene skozi celo leto in dobivamo seveda že iz teh prvih poskusnih, iz teh rezultatov, ki smo vrednotili po terenu, zelo dobre spodbudne rezultate, da ni razlike v teh dveh tehnologijah pridelave brez ostankov in klasične integrirane pridelave. Torej lahko pričakujemo v naslednjih 2 letih rezultate, ki jih bomo lahko zelo transparentno, zelo eksaktno podali in naš cilj je, da bi seveda premaknili tu naprej v smeri uveljavljanja pridelave brez ostankov. Tukaj imamo strokovna izhodišča, tukaj imamo možnosti tudi za popularizacijo
pridelave jabolk in veselim se teh rezultatov. Tako, za zaključek bi posebej izpostavil to, da smo uspeli vzpostaviti sodelovanje. Velikokrat smo tarča, bi rekel, nekih kritik, da ne znamo sodelovati, ampak temu ni tako, daleč od tega. V tem projektu smo združili kolege iz Biotehnične fakultete, kolege iz Kmetijskega inštituta, kolege iz vseh kmetijskih zavodov, ki se ukvarjajo z prenosom znanja, torej specialiste za sadjarstvo. Uspeli smo tudi pogodbeno vezati z velikimi izkušnjami dr. Petra Zadravca in ta prenos znanja ni enosmeren, ta prenos znanja je dvosmeren in te izkušnje, ki imajo sadjarji v kmetijskih organizacijah, povratne informacije in naše angažiranje pri prenosu so dragocene. Tako da bi ta trikotnik seveda lahko zaživel naprej, tudi po preteku projekta, in to bi bila seveda največja zmaga, največji uspeh projekta bi bil, če bo to ostalo naprej. Če so še kakšna vprašanja, kontaktni podatki vodilnega partnerja so tukaj na spletni strani in na voljo smo seveda na vseh nivojih, tudi ostali partnerji, ki so vključeni. Toliko na kratko o samem projektu. Seveda, ko bo projekt potekal v naslednjem letu, pa tudi tretje leto, bomo, sem prepričan, lahko postregli z novimi spodbudnimi rezultati za večjo konkurenčnost pridelave jabolk v Sloveniji.